če ti ni všeč ideja, da bi dobila S, potem bi se verjetno morala izogniti Meki. Da, Meki. Veš, sveti kraj, kamor islamisti hodijo enkrat na leto. To je zelo pomemben kraj v njihovi veri. In vendar je medijem nekje uspelo spregledati zgodbo, da je to dobesedno epicenter, kjer so ženske, ki gredo v Meko tam. To je noro. Bolj, ko sem se poglabljala v to zgodbo, bolj ne morem verjeti, da ni splošno znano, da je na desetine, če ne stotine, če ne tisoče žensk, ki so se vrnile z tega svetega romanja in priznale, da so bile tam žrtve. In poleg tega, da so zelo pogosto moški tisti, ki grejo nekaj narediti za svojo duhovnost in mislijo, da je to pravi čas, da zlorabljajo ljudi. To je res čudno. Ampak spet, če ti obljubijo device kot tvojo definicijo raja, potem morda verjameš, da je prav to primeren način za življenje. To je razprava za drugič. Preprosto ne morem mimo dejstva, da je Meka tako odvratno mesto in nihče o tem ne govori. Kot da je to nekako sprejeto. V redu, tukaj je primer videoposnetka Meke, ki... Ojoj. Lahko to vidi. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Mejra K., vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino. Upiramo se, ker imamo dovolj, da nam mediji ves čas lažejo. In ugotovili smo, da nas je veliko, ki dejansko razmišljamo povsem noro. Če se tudi vi tako počutite, dobrodošli. Našli ste svoje ljudi. Zato pritisnite na gumb za naročnino, delite to s prijateljem in se poglobimo v temo. To je le vizualni prikaz Meke. In če hočete postati klaustrofobični za vse življenje, si to oglejte. Naročite se na kanal. Za vas. Torej, poleg tega, da se zdi, da je to nekdo, k kateremu res ne želite iti, to je mimogrede objavil Neo, Bak, Meka se zdi kot popolna nočna mora. Zakaj sploh ni nobenih varnostnih ukrepov ali organizacij? To je samo kaos in stampedi. Vem zagotovo, da ljudje umirajo med temi romani, ker poglejte to. Poglejte zadušitev, poglejte vročino, poglejte količino oblačil. Očitno ženske zmagujejo. Moški seveda tega ni treba, če nočejo, ampak, o moj bog, poglejmo to. Prav. To je posnetek iz Meke, seveda čudovite Meke, kjer žensko otipavajo. Čudovito. Prevajalka kanala. On je dobesedno. On je dobesedno, ali vidiš, kaj se dogaja? Ti moški se drgnejo ob to žensko. Stani! Ne maram uporabljati besede triggered. Mogla bi dati trigger warning za to, ampak menim, da je to zelo sprožajoče za ljudi. Opravičujem se, če je to tako. Ja, tega ne moram gledati. V redu. Kakorkoli, če se sprašujete, kaj storiti, če vas kdo nadleguje, prisluhnimo temu. In po vrnitvi z hadža zdaj trdi, da je bila nadlegovana in da jo je nekdo neprimerno otipaval, a tega ni povedala svojemu možu, ni povedala nikomur. Ko se je vrnila v Kanado, je vprašala, kaj bi morala storiti. No, vsak v takem položaju bi zakričal, povzdignil glas in napravil sceno. Nekdo te otipava, nekdo te neprimerno dotika, pa naj bo to v haramu, v mošeji ali na najvišjem sodišču. To ni izgovor. Moraš zakričati, se obrniti in okarati tisto osebo, napraviti sceno, da vsi vidijo, kaj je storil. Samo za trenutek te bom vrnila k temu videu. To je zelo... Mislim, da je kričala.
Oprosti, kaj narediš v takem primeru, ko ženska kriči, moški pa jih sploh ne briga? Napaka. Ampak če prideš po dnevu ali dveh, ali celo po 1 uri, kaj šele po mesecih, in to izpostaviš, to nima nobene vrednosti. Ker ni nikogar, s komer bi se o tem pogovarjal, in ni načina, da bi preveril, kaj se je zgodilo. Tako da, ja. A razumeš, kaj on tukaj dejansko govori? Torej, to je specifičen primer, o katerem sprašujejo. Ženska je rekla, da je bila nadlegovana in karkoli že v Meki, bla. On tukaj pravi, no, če ne narediš ničesar takoj v tistem trenutku, recimo, da je to tvoj stric ali tvoj dedek ali tvoj prijatelj, če ne ukrepaš takoj v tistem trenutku, potem nima smisla, da to omenjaš kasneje. V bistvu pravi, da če se ti je karkoli zgodilo v preteklosti, tega pač ne omenjaj. To je nepomembno. Če si bila v preteklosti zlorabljena, ni možnosti. Nikoli ne boš imela dokazov za to. Ni načina, da bi to dokazala, zato tega pač ne omenjaj. Ali vidiš to subtilnost pri tej zlorabi? To ni povezano samo z Meko, gre za celotno miselnost tukaj. Ne omenjaj tega, če se je zgodilo prej. Če se je zgodilo pred tem trenutkom, ni dokazov, torej si sama kriva. Sama si kriva. Morala bi kričati, ko se je zgodilo. Zdaj je že 1 dan kasneje. Kako naj vem, če se je res zgodilo? Kaj? Tako ljudi prisilijo, da molčijo. To je dobesedno način, kako ljudi prisilijo, da molčijo. Ponovno, to ni ena sama zgodba. Obstaja veliko takšnih zgodb. In to je izpred 8 let, kaj ne? To se dogaja že dolgo časa in je tako slabo pokrito v medijih, to je preprosto neverjetno. Moja izboklina. In potem je tukaj ta kviz. Bala sem se to povedati, ker bi lahko prizadelo tvoja verska čustva. Medtem ko sem opravljala tavaf okoli Kabe po večerni molitvi Iša, se je zgodilo nekaj res čudnega. Bila sem pri 3. krogu tavafa, ko sem začutila roko na svojem pasu. Mislila sem, da je to le nedolžna napaka. Popolnoma sem to ignorirala. Potem sem to začutila ponovno. Zaradi tega mi je bilo zelo neprijetno. Nadaljevala sem s hojo. Med 6. tavafom sem nenadoma začutila, da me je nekdo ogabno in agresivno dregnil v zadnjico. Otrknila sem. Nisem bila prepričana, ali je bilo to namerno. Ignorirala sem to, samo počasi sem se premikala naprej, ker je bila gneča ogromna. Poskušala sem se celo obrniti, a žal nisem mogla. Ko sem prišla do znamenitega dela, je nekdo poskušal zgrabiti in uščipniti mojo zadnjico. To je problem, ki se dogaja, a o njem nihče ne govori. Zelo dobri čistilni materiali in čistilna ekipa. Pogosto ljudje zapuščajo hadž. In zakričala sem, ker sem imela točno to izkušnjo, ko sem bila stara 20 let in sem šla na umro. In nekdo mi je dobesedno zagrabil velik del zadnjice, ko sem hodila okoli, da bi opravila umro. In me je popolnoma presenetilo, zato sem zakričala. Takoj sem povedala mami, svoji družini, ki je bila okoli mene, in vsi so bili nekako v stilu, to je nekaj, kar se tukaj dogaja. Kot da je to pač nekaj, kar se tukaj dogaja. Znano je, da se to tukaj dogaja. Bila sem v šoku. To je Meka, vidiš, v tem je bistvo, to je del miselnosti. Ni samo to, da greš na najbolj sveti kraj na romanju in tam doživiš kaj takega, ampak je tudi odziv tvoje družine takšen, ja, kaj pa si mislila, kaj pa si pričakovala. Rabinske oblasti, ali kakorkoli že imenujejo, imamske oblasti, njihov odziv je, no, če bi kaj rekla v tistem trenutku, bi se morda kaj zgodilo, razen da v vseh teh pričevanjih, ko so poskušale kaj narediti, nihče ni posvečal pozornosti ali so se jim posmehovali. To je problem. To je preprosto sprejeto. To je sprejeto in zato se o tem ne govori. In ljudje se preveč bojijo izpostaviti težave s tem. Ampak za vsako osebo tam zunaj, ki je mar za ženske in tudi za moške, mimogrede, bi morda morali govoriti o tem, da je sveto romanje kraj zlorab. Morda bi moral nekdo to omeniti nekje v vsem tem mainstream boju za ženske pravice, ki se trenutno dogaja. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.